Že je tukaj Valentin. Govoril bom o nepravičnem delovanju sistema reinkarnacije, o nepravični reinkarnaciji. No, ko nekdo začne raziskovati smisel življenja, ko se začne človek spraševati, zakaj sem tukaj, kaj je moj namen bivanja na tem svetu, kar na žalost se zgodi šele takrat, ko človek doživi kakšno travmo. Marsikdo pa živi do smrti, brez da bi se spraševal o teh tako pomembnih, ključnih življenjskih vprašanjih. In nekateri ljudje celo življenje živijo, brez da bi ozavestili realnost tega življenja. Živijo zatopljeni, zasanjeni. In ja, tudi to takšno delovanje, takšne življenjske zgodbe so del programiranja naše realnosti. Vprašanje pa potem, zakaj nekateri ljudje živijo preprosto, prijetno življenje, zakaj doživljajo številne uspehe, imajo dovolj denarja, srečne družine. Zakaj pa nekateri ljudje trpijo, doživljajo bolečine, bolezni, so na območju hude lakote in vojenj. Ali je to pravično? Ali je življenje pravično? Ali nekdo uživa življenje, prijetno življenje zato, ker si je to zaslužil, ker je v prejšnjih reinkarnacijah naredil kakšna dobra dejanja, in ali tisti ljudje, ki trpijo, ali so si tudi to zaslužili, torej so bili v prejšnjem življenju hudobni in sedaj trpijo zato, da bi lahko izravnali svoj karmični dolg. No, gospod Bernard Pullman, kriminalist pri policiji, je začel te stvari raziskovati, ugotavljati, zakaj obstaja trpljenje na tem svetu, in je prišel do presenetljivih odkritij. Ugotovil je namreč, da smo bitja v stvarstvu pod kontrolo, pod nadzorom in smo zasužnjeni. Da je bil ta sistem reinkarnacije pod kontrolo določenih bitij, ki so igrala vlogo bogov. In ta bitja so želela ohranjati hierarhično, piramidalno strukturo v celotnem stvarstvu. Torej, da so ona tista, ki imajo znanje in moč in nadzor, druga bitja pa so želela pokoriti. In zato, ko se je ugotovilo, da neko bitje kaže lastnosti nekega uporništva, da ima neke potenciale, da bi razvilo neke svoje sposobnosti, za katerimi bi lahko ogrozilo ta sistem nadzora in hierarhične strukture, potem se je takoj to bitje preusmerilo v nek cikel reinkarnacij, kjer je ta oseba doživela zelo mučne dogodke, kjer je imela zelo revno, nasilno življenjsko okolje, nasilne starše, okolje v kriminalu, v pomanjkanju, zato, da bi se čim bolj strlo duha tega bitja, da bi se to bitje čim bolj pokorilo, da bi se predalo realnosti. Zato je ravno dejstvo,
da nekdo živi neko prijetno življenje, lahko dokaz, da je temu bitju bilo dodeljeno tako življenje zato, ker to bitje ne predstavlja neke grožnje sistemu. Da enostavno ta človek živi neko svoje življenje, brez da bi se spraševal, zakaj stvari na tem svetu so take, kot so. Zato ni čudno, da ljudje, ki živijo na videz uspešno, mirno življenje, zakaj se ne brigajo za to, da bi stvari na tem svetu izboljšali. In zakaj ravno ljudje, ki najbolj trpijo, ki so v največjih mukah, zakaj želijo stvari na tem svetu izboljšati. Torej, tisti, ki trpite v tem življenju, razne bolečine, hude življenjske izkušnje, morda ali najbrž ste ravno zato inkarnirani v takšno življenjsko zgodbo, v takšno karmo z namenom, da bi vam ta bitja strla vaš uporniški duh, da bi se jim pokorili, da bi postali poslušne ovčice, da bi vas imeli za sužnje, za izkoriščanje. No, pred nekaj leti pa se je seveda v sistemu reinkarnacije marsikaj spremenilo. Ta bitja, ki so do zdaj držala ta sistem reinkarnacije pod kontrolo zaradi svojih sebičnih interesov, so tudi s pomočjo teh odkritij gospoda Bernarda Pullmana spregledala, ugotovila, da s tem povzročajo samo krivico in da to ni trajnostna struktura, na osnovi katere bi lahko stvarstvo funkcioniralo in da je potrebno ustvariti enakovrednost in enakopravnost in torej pravičnost. Zato se je sistem reinkarnacije sedaj spremenil. Ta sistem nadzora, ki se imenuje umsko-zavestni sistem, ki nam proizvaja misli in čustva, se je introvertiral, prišlo je do inverzije in sedaj se ima vsak možnost popolnoma osvoboditi tega energetskega, miselnega, suženjskega nadzora in manipulacije. Tako, da bomo lahko čim prej na tem svetu vzpostavili ravnovesje, da tudi na tem svetu ne bo več nekih vladarjev in služabnikov oziroma ekonomskih sužnjev v odnosu do bogate elite, ampak da se zagotovijo dostojne življenjske razmere za vse žive bitja na tem planetu. Kako to storiti, kako do tega priti? Naša raziskovalna skupina Destiny oziroma Equal Life Foundation ima za ta namen pripravljene izvrstne spletne tečaje za notranjo preobrazbo, za osvobajanje od teh vezi uma. Imamo politične predloge za spremembo vrednot denarnega sistema in za delovanje družbe. Tako da, če se nam boste tudi vi priključili in podprli te rešitve, bomo lahko zelo hitro izboljšali razmere na tem svetu ter ustvarili pravi raj na zemlji. Preglejte torej povezave v opisu tega videoposnetka, izkoristite izjemno podporne informacije, tečaje in globalno podporno skupino Praktivistov, da ustvarimo lepšo in boljšo prihodnost na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.